Čau! V naslednjih par epizodah bomo spremenili mojega fokusa, ki izgleda tako, v mojega fokusa, ki bo izgledal malo drugače. Ja bom pokazal, kako lahko v bistvu sam doma pobaraš bajk. Tvoj bajk tako zjeban, kot je bil moj. In v bistvu ni neki ful vreden, bi ga rad malo polepšal. Peskanje raje odsvetujem, če ne dela to nekdo, ki obvlada zadevo, zato ker ti lahko zjebe ležišča, ležajev, ti lahko tako obtovče frame, da imaš potem en kup dela z ravnanjem tistih luknjic, ki ratajo in tako naprej. Tako da v bistvu jaz bom šel na tako metodo, standardno. Pomeni v bistvu zbrusiti dol vse nalepke, barvo, ki je takšnega kot je tle gor, to bom vse zbrusil dol z vodobrusnim papirjem in potem pobarvati sprej. Barval bom sprej zato, ker marsikdo nima kompresorja doma in nima prostora, oziroma je to v bistvu najlažji način. In bomo videli, če se da sprej narediti dobro zadevo. Zamislil sem si malo drugačen dizajn, kot je original ta fokus. Zamenjal sem fonte, naredil sem nekaj, kar je meni osebno všeč, ki bo ful pasalo z to barvno kombinacijo. Odločil sem se za svetlo zeleno, takšno pastelno. Bajk bo mat, mislim, da bo izgledal ful bolj modern. Zakaj sem se odločil zdaj barvati? Zato, ker itak moram zamenjati ležaje in je treba razstaviti v prav faktorju vse. Predlagam, da to delaš takrat, ko moraš zamenjati ležaje, ker je najboljše, da vse zbiješ ven in potem daš na novo notri, ko vse zadevo pobarvaš. Tako da prva stvar bo razstaviti bajk, tistega tle že imam razstavljenega. Razstaviti bajk na prav faktorju, vse dol, vse nalepke, vse vezice, vse čepke, vse vijakce, vsako neumnost in na koncu potem še ležaje ven. Potem bo treba to vse zbrusiti z vodobrusnim do gladkega, nekje bo prišlo do aluminija, nekje bo ostala pač ta črna barva. Potem je treba vse zmatirati, tudi tam, ker ni bilo potrebno brušenja ali takšnih bolj zafrknjenih delih, je potrebno za eno takšno matirno gobico spraskati. V bistvu vse, kar se šajna, recimo tukaj, ne? Ta sicer ima tam, ampak se sveti. Vse mora izgledati tako. Recimo, ta del je že zbrušen. Ne? Je tak. In mora biti tašno, brez nobenega sijaja. In recimo tukaj bom mogel še, ne vem, tle notri, to, kar se vidi sijaj zdaj. To bo treba vse za matirno gobico. In potem bom dal tle gor, recimo, tle so takšne večje udrtinice, če se jih vidi, tukaj. To bom šel z filerjem oziroma z šprickitom, potem zbrusil še enkrat z vodobrusnim. Potem bom v bistvu na te dele, kjer bom imel napise raznorazne, bom pobarval z temno sivo, antracitno, ker bom šel na take napise. Ja bom zamaskiral z nalepkami, ki sem jih dal delati čudno. Ride and Die, sem vam dal link dol od spode. Jaz sem naredil mu dizajn, on mi bo to v bistvu zrezal ven iz folije. Folijo bom dal gor, tako da zaščitim. Potem bom šel s to zeleno vse, pobarval v bistvu 2 roke tega, pobral dol te nalepke, ostale mi bo temno sivo od spode in potem bom šel čez vse to z clear lakom, z prozornim lakom, ga zbrusil do ravnega, torej 3 roke ga se gre gor in potem se zbrusi, da tam, ker so vleli te nalepke, da ni nobenega, da se ne čuti nič. In ko bom zbrusil vse do finega, bom še zadnjo roko gor mat laka, zato ker nočem, da se mi šajna bajk. To je plan, bomo videli, ko se bo odvijalo. To je to delo, ja. Grind. Jo, malo update-a. Žal ne morem govoriti med tem, ko brusim in delam te stvari, zato ker mi tamala spi in potem sem ful glasen. Ampak včeraj sem vse zbrusil, kot ste videli v tistem kratkem videu. Danes zjutraj, preden sem šel v službo, sem dal gor še šprickit.
In potem, ko pridem domov, ga bom v bistvu še zbrusil s 1000 vodobrusnim papirjem. Zdaj sam frame sem šel 400, tam kjer je bilo na debelo kakšna barva gor ali pa kakšne nalepke, 600 po celem frameu in 1000 bom šel samo šprickit, tako da bo šprickit lepo smooth. Potem pride gor siva barva, tam kjer bojo nalepke za blendo in hajko, spodnji del bom šel kar direkt v končno barvo. Ja, boj! Kaj misliš, da piše tukaj? 1, 2, 3. Prav je, številke so. Še 1, 6 nič več. Ne. Prvi kos končal. Po par dnevih dela je moj fokus pobarvan in moram reči, da je izpadlo ful lepo. Sem zadovoljen za znored, ampak kot vidiš, manjka en del tukaj. Ko sem začel brusiti, sem videl, da sem imel tukaj eno tajni razpoko, ki sem jo dal sicer zavariti. Sem mislil, vse mogoče pa bo, ne. Ko sem dobil nazaj, je izgledalo vse v redu, dokler nisem začel še enkrat malo brusiti. In je šlo narazen. Brez večje sile, to pomeni, da je v bistvu še boljše, ker če ne bi se razbil kot prasec, če bi to zmontiral. In nič, zdaj projekt Focus stoji, dokler ne dobim nove nihajke, če bom sploh dobil. Srčno upam, da ja, ki bi res rad videl to zadevo sestavljeno. Ne vem, sem mislil, da bosta 2 epizodi teh zadeve, ampak očitno bo zaenkrat ena, dokler ne dobim vsega, kar rabim. To je prišlo ful lepo, barva je perfekt. Zadovoljen sem z izbiro antracitne za napise. Nič, kaj da vam rečem. Se vidimo, ko dobim nihajko, ne? Ja, boj. Kakorkoli, če potegnem malo računice na hitro, rabiš 4 komade 1000 brus papirja, 5 komadov 600 za ta grobo, rabiš en šprickit, 2 spreja barve. Jaz sem vzel Duplicolor Premium, 9,90 €, mislim, da je v Bauhaus. 2 spreja laka, jaz sem vzel isto od Duplicolorja, 4 € pride. In potem še ležaj, visno kaj vzameš. Zdaj, če vzameš ono Enduro, so dražji, če jih zbiješ ven, jih vzameš, pičiš v M&M Intercom ali pa na SKF ali karkoli, vzameš njihove ležaje, te pridejo Kinezi po 1 €, malo boljši ležaji po 3-4 €, tako da dajmo reči nekaj 20 € za ležaje, 25 € za ležaje, kakšen Bowden zraven, tako da pobarvaš si zadevo za ene 50, 60, 70 €, odvisno kaj delaš, koliko imaš zjahan okvir. Moj okvir je bil kar zjeban, prišlo je v bistvu ful dobro. Recimo, ta nihajka je bila čisto popraskana in se sploh ne vidi več, sem jo zbrusil. Če si hočeš narediti take napise,
Zdaj, če se nočeš zajebavati, pobarvaš bajk v eno barvo in daš gor nalepke in potem imaš opcijo menjati nalepke. Če si ko jaz, daš izrezati vinil, nalepko, barvaš, daš nalepko gor, pobarvaš v glavno barvo, daš tisto nalepko dol in imaš potem pobarvano, zgleda ful bolj profi. Jaz sem si zdizajniral še to, tako da imam en tašen HeadTube logo, pač to sem hotel narediti. To daš pa delati pol, ne vem, mislim, da je čudno delati na Resal Plus. Lahko priješ pod 100 evrov, definitivno, se pa zajebavaš. Brušenja je ful, moraš imeti prostor, vsaj približno nek prostor si narediš, traja par dni in vmes lahko odkriješ, da imaš zlomljeno nihajko, kar tudi ni najboljša stvar na svetu. Dobim nihajko, če jo dobim, upam, da jo dobim. Jo zbrusim, jo pobarvam, zmontiram bajk skupaj, do takrat pa je boj.